V tem času se odvija vseslovenska akcija Zapišimo spomine, ki jo organizira društvo Dobra pot. Z njo želijo po prostoru celotne Slovenije in tudi širše popisati čim več zgodb, ki so najpristnejši pričevalci časa in nekogršnjega življenja. Zbrane zgodbe bodo sicer zapisane v aplikaciji, s tem pa dostopne vsem, ki jih zanima kulturna dediščina. Nagrajeni akciji se je pridružila tudi Hiša sadeži družbe Murska Sobota, kjer spomine popisujejo med 25. in 29. marcem. Po spominu je tako z veseljem pobrskala tudi gospa Irena, ki se še posebej rada spominja svoje babice. Na svetu vse, kar je mogoče, sve počele skupaj. Mesile sve kruh, pekle sve pecivo, pomagala sem ji krmiti živali. Dejansko na tem kmečkem dvorišču sem se naučila sploh vse o življenju. Opazovala živali, opazovala njihovo, recimo krava je bila za mene skoraj da sveta kot v Indiji, zato ker zjutraj, če sem pravi čas stala, večer pa obvezno sem imela eno rdečo skodelico z belimi pikami, so potovčeno, ampak vedno sem na pragu sedela in čakala, ko je babica spenila tisto mleko prav od kravice, od vimena. In potem sem seveda precej tak prostodušno, kak pač otrok brez hudih misli, sem najprej sebi privoščila požirek 2, 3, tu z belimi penami okoli brkov, potem sem še tam v kotu imela moje mačke, tiste so še malo vstran dobile, ampak vedno sem uživala v tem dogajanju. In to kdaj ali pa zdaj na stara leta se spomnim, zjutraj pogrešam namreč petelinje petje, pa gruljenje golobov in grlic, ker tam v Kamovcih nad hišo je peljala električna žica in na njej so uživale te živali in to me je prebujalo to. Da se imaš občutek, ko si v nebesa, kot sem povedala, to je bilo kot nebesa. Otroštvo tja do 8 let je bilo za mene raj na zemlji, dokler sem bila pri babici. Potem je en grenki priokus dalo, ker sem morala priti v Mursko Soboto, mamica je tu dobila službo, prej je sploh ni bilo, občasno me je obiskovala in potem tu v Vrtni ulici je dolgo stala ena stara hiša, Šiftarova, v tej hiši smo imeli eno večjo sobo, 2x večjo kot tole recimo in tu je bilo vse, spalnica, kuhinja, jedilni kotiček, igralnica, vse, kar si želel, je bilo tu. Eno minimalno dvorišče, ki je bilo kao naše, najeto, ampak ni bilo naše, ker tretja soseda je tam kosila travo in jaz nisem smela divjati po tisti travi. Pogrešala sem to svobodo. V Kamovcih je dišalo po ozonu. Zdaj, ko sva se sela na voz, pa šla kositi travo, to je vse dišalo, zdaj nič ne diši. Niti zunaj, na kmetih nič ne diši več. In meni ne diši. In jaz voham krmilo, voham silos, voham. Te je ne bilo siloso, te je, oprostite, dišalo po kravjem dreki, ali pa dišalo po sveži peki, ali pa po svežo košeni travi in senu. Zdaj, to je pač moja definicija, ga ne vem, jaz tam gledam. Če malo pogledamo zdaj na današnje življenje otrok, mislite, da bi oni večkrat mogli iti na kakšen taki travnik pa na kakšne takšne stvari? Kaj s tem zgubijo, da tega nimajo? Imam vnukeca in vnukico. In če sta prav posebej pridna, se vsaki mesec vsaj 2-krat, če ne 3-krat zgodi, ko se odpeljemo v Gornje Moravce in te gremo v neznano. Jaz pravim, ko gremo v neznano, ni nam žal avtomobilja, ničesar, gremo tudi na kakšen pen sem že priletela, spotrla avto še pa še, ampak mi gremo raziskovati. In smo te tako kot Robinzoni. In potem sta eno žabo preganjala tako dolgo, ko sem jim povedala, ko ona tu živi, ko se mi moramo spoštljivo obnašati v gozdu. Nabiramo mah. Recimo zdaj pred veliko nočjo bomo nabrali mah, pa potem kakšno veje. Urška moja hči, ona je pa tako čisto usekana na dekoracije, pa bomo lubje pobirali. Mi recimo se odločimo, da gremo gobe iskat, ampak 2 vreči lubja pa vsega ostalega nesemo.
domov. Tako običajno moje gobe preberejo in ostaneta ena ali dve, ostale so za nič. Jaz se poberem, kaj je lepo. Potem pa raziskujemo, tako 2, 3, 4 ure se zna zgoditi. Imamo nahrbtnike z sendviči, potem pa na prvi lovski razgledni stolp idemo gor, se posedemo, tam imamo malico, potem še mogoče kakšen sprehod, poslikamo kakšne živalce, pa gremo domov. Otroci, mestni otroci, predvsem tudi sama sem bila eno obdobje, mestni otrok pogrešajo naravo ali pa ne vejo, kaj je prava narava. Hudo je to. To ni tisto otroštvo, kako smo imeli mi danes imeti to otroštvo. Jaz sem zelo srečna, ko sem že stara. Torej sem imela nekaj, kar naši bodoči nemajo. Posebne spomine pa s sabo nosi tudi gospa Ema, velika ljubiteljica glasbe in orglic. Odraščala sem v lončarski vasi Filovci. Dedek je bil lončar, Zelenko Franc. Že dolgo pokojni, ko sem jaz prišla na svet, ker je umrl zelo mlad in je babica postala vdova. No in potem, ker so dekleta že bila hčerke, sem jaz od ene hčerke hči. In v glavnem odraščali smo v Filovcih, nas je bilo več otrok, vendar pri nas je bilo zelo živahno. Naš oče, mi smo ga zvali Ajtek, to je naš konec, je bil najprej, kot se temu pravi, začetnik harmonikaš, je pa dobil harmoniko in sicer po eni zelo zadevici, taki, ki jo mogoče kdo ne verjame. Ko je bila vojna, pa to je bil on ravno v tistem divjem cajtu, toliko star, da so se Rusi, ko so tudi ti vojaki po to po Prekmurju še nekje plezli, čist po domače, je naš oče že imel eno lepo uro. Ker je bil obrtnik, vam bom povedala na koncu kakšen, ker je zanimivo. In je ta Rus to uro opazoval in on bi to uro malo poslušal. No in naš Ajtek, dobro, samo ne dam ti jo v roki. Harmoniko njemi da. Rus njemi je dal harmoniko za uro. Pa sta menjala. Tako je naš Ajtek do harmonike prišel in to je bil prvi harmonikaš pri naši hiši. In seveda, ker je bil samouk, učil se je, ampak pazi, nas je bilo 5 otrok in najstarejši Jože je to harmoniko začel v roke jemati. In ko je to naš Ajtek videl, dobro, ima pokovec harmoniko, ker je pa imel naš oče en takšen poklic, bil je sodar, po domače pintar. Nas so zvali pintarne. No, sicer smo mi en cajt to mislili, da je to neka, po domače pravijo, covna, ampak to se je tako reklo, covna, veste, kaj pomeni. To je en vzdevek, ki ti ga nekdo da, ampak to je bilo v tistem cajtu dosti vredno, če si ti pintar bil. To se je delalo fejst, ampak na koncu, ko je bil sod, lagev, gotov, je bilo to lepota videti. Pa škafci, pa lakovnice, tako. Vse sorte se je delalo. No in pazi, naš Jože je potem začel igrati na harmoniko. Je pa imel vmes tudi druge instrumente, ker en glasbenik, ko začne, ga vleče, je pa imel orglice. In seveda Ema ne bi bila Ema, ne bi probala. Skrivaj, v žep, pa ven. In jaz neke melodijice tako posluhe, pa šlo, ampak naša mama ali muma, smo jo zvali muma, da je to slišala. Ženske pa v glasbi takrat. Marija, to ne samo sramota, to je kaštiga pri kuči. No in tako je Ema takrat v svoji mladosti spoznala prve orglice, ampak so ji bile odvzete. Izvolite, pogledajte, tu jih imam zdaj toliko, pa še cel kup doma v vseh durih, ker na stare dni, ko sem prišla v penzijo, je zgleda tisti notranji duh veleval, Ema, poišči, najdi, probaj. In tako se je začelo. Vendar v naši hiši je bilo, 15 je bilo, delali smo fejst,
pomagali smo pri teh doge, se je temu reklo, ne? Iz hrastovega lesa so se delale doge, pol se je to vse sorte obdelovalo, ampak naš oče je igral naprej, vendar ne na harmoniko, Ampak na z kladivce. hamriček je vse sorte in je imel takšen lepi tak. Pika, poka, pok, pok, pok. Ne moreš verjeti to, če ne slišiš. In od očeta brat je prav tako pomagal in ko sta to ona dva oba, pika, poka, pok, 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 pika, poka. To je en takšen in tudi ta takt mi je ostal nekje v spominu. Tako da imam ene osnove, pa neke lepe spomine na mladost. Življenje me je klesalo, ampak glasba pa to v ekonomski šoli je potem, ko sem hodila, smo pa bili tamburaši. Tu sem sicer na Bogariju špilala, to je podobno kitari, vendar ni tako precizno kot kitare, pa spet. Šola se je končala spet brez. Pa res, ko sem v penziji prišla, sem pa klicala na melodijo Mengeš in začela najprej C-dur, potem naprej naslednje, potem ta valko, to je G in C, s tem sem pa nastopala prvič v javnosti in seveda Murski val je imel oglas, da festival v Mokronogu vabijo orgličarje, ne? In seveda ne bi bila Ema, Če ne bi šla. če ne bi šla, imela sem osnove, ampak pazi, čisto sam na odru, to ni tako enostavno, no sicer zdaj nimam strahu, pa ne treme, ampak takrat pa, ampak sem enega znanega našega, čisto po pravici povedano prijatelja, Matko Štefana, tega je pa učil moj brat nekoč igrati harmoniko. Pa sem prosila, Štefan, daj, pomagaj mi malo, zverziramo mi to, če jaz sploh dobro igram, ne? Pa, dobre volje. In na koncu pravi, Ema, jaz bi šel z vami.